Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Prvi november, praznik vseh svetih. Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi brati in sestre. V času gimnazije je v malem semenišču bila navada, da se je na začetku kosila prebralo svetnike, ki na tisti dan godujejo. To branje pa se je zaključilo in še drugod veliko drugih počencev, spoznavalcev in devic. Danes ni le skupni praznik svetnikov, ki jih med letom obhajamo na posamezne dneve, ampak je tudi praznik vseh, ki niso bili uradno prišteti med svetnike. To so tisti, ki so sprejeli Božjo ponudbo, se očistili v Jagnutovi krvi, ki so prisluhnili Božji besedi in jo prenesli v življenje, ki niso bili zaprti vase, ampak to, kar so prejeli, so delili naprej. Današnji praznik usmerja naš pogled na cilj našega zemeljskega romanja. Življenje smo prejeli kot dar. Življenje nima cilja samo v sebi. Zato sveti Avguštin vzklika: k sebi se nas ustvaril Gospod. Praznik vseh svetih ni samo praznovanje, niti samo klicanje vseh svetih na pomoč. Ko je sveti Bernard govoril o svetnikih, je rekel: mi smo počasni v posnemanju tistih, ki jih z veseljem slavimo. Današnji praznik je idealna priložnost, da premišljujemo tudi o naši poklicanosti k svetosti. V prvem pismu Petra, v prvem poglavju beremo: bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, saj je pisano: bodite sveti, ker sem jaz svet. Zadnja knjiga svetega pisma, knjiga Razodetja, nam predstavi nepregledno množico, ki je nihče ne more prešteti. Iz vsakega rodu in jezika ta množica je zbrana v Novem Jeruzalemu. Ta predstavlja večnost. Tu je prostor za vsakega izmed nas. Vzhodne cerkve imajo spredaj v apsidi, kjer je prostor za prezbiterij in oltar upodobljen Novi Jeruzalem. V tej upodobitvi je vedno tudi prazen prostor. Ta prazen prostor je prostor zame, zate. Vsak izmed nas se giblje med dvema poloma. Živeti to življenje samo zase ali živeti ga za Boga in za druge. Svetniki so srečni ljudje. Zakaj? Ko Jezus govori o sreči, ne uporablja grške besede eudaimonija, ki predstavlja srečo kot nagrado za moj napor. Jezus uporablja besedo makarios, ki kaže na način, kako odživeti določeno situacijo. Po Jezusu smo lahko srečni tudi v težki situaciji. Zakaj? Zato, ker čutimo, da tudi takrat nismo sami. Pa naj se gre za neozdravljivo bolezen ali druge preizkušnje. Gospod nas nikoli ne zapušča. Še več, nas se jemlje naše trpljenje in ga spreminja v orodje odrešenja. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o katerem zadnje čase veliko govorimo, nam je predstavljen kot izraz sočutja, kot skrb za človeka, ki trpi, da se na ta način izogne trpljenju. Pokojni papež Frančišek je zelo jasno povedal, da s tem iz kulture življenja prehajamo v kulturo smrti. Kristjani verujemo, da je naše življenje Božji dar, da nismo mi gospodari nad življenjem. Po Božji dobroti smo ga prijeli in nekega dne ga bomo Bogu izročili kot dozorel sad. Kot je pisatelj Ivan Pregl lepo zapisal v smrti: Bog je videl in sprejel. Ravno današnji praznik nam govori, da vedno bolj pripadamo Bogu, da pripadamo njemu bolj kot sebi. Zakaj? Ker smo bili odrešeni in odkupljeni za visoko ceno. Sveto pismo, ko govori o človeku, ne govori o človeku samo kot o razumnem bitju.
ki se sam odloča po svoji volji, ki je dostikrat zelo egoistična. Ampak svetopismo govori o človeku kot o bitju, ki je poklican, da svoje življenje zaživi vse polnosti, da uresniči svojo svobodo v sozvočju z Božjo voljo. Biti srečen torej pomeni znati sprejeti dar in v tem daru videti tudi Božjo darežljivost in ljubezen. Evangelij današnjega praznika predstavi Jezusov program, ki nas vodi v to srečo v 8 blagrih. V prvih 4 je poudarek na tem, kar človeku manjka: imetje, moč, veselje, hrana. Od 5. do 8. blagra pa je poudarek na odnosih, na tem, kar človeka usrečuje. Pokojni papež Frančišek nam na vprašanje, kdo so svetniki, odgovarja: kot prvo, niso se rodili kot svetniki. Bili so ljudje, kot smo mi. Živeli so prav takšno življenje, kot ga živimo mi. In kje je razlika? Odgovorili so na Božje povabilo. Pustili so, da jih Bog napolni svojo bližino, in to so potem širili navzven. Svetost torej ni nekaj, kar bi bilo samo za izbrane. Prvi kristjani so se imenovali sveti, kar je izražalo njihov poklic in tudi željo postati svet. Mogoče se bojimo svetosti, ker čutimo, da je med našim življenjem in življenjem, ki so ga živeli svetniki, prevelik propad. Kaj nam je lahko skupnega svetniki? Odločitev za Boga in njegove darove. To odločitev je potem potrebno živeti v ponižnosti in iskrenosti. Pokojni papež Frančišek nam je na eni od svojih audienc takole predstavil nebesa. Raj je objem Boga. Raj ni nek pravlični kraj, še manj čarobni vrt. Raj je objem z Bogom, z neskončno ljubeznijo. Vanj stopamo zahvaljujoč Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl na križu. Naj bo današnji praznik vseh svetih naš pogled zazrt v te brate in sestre, ki so že dosegli polnost objema z Bogom in so v Božji slavi. Naj bo to dan veselja, dan hvaležnosti, pa tudi vabilo, da dan za dnem gremo po poti vere in zaupanja v Boga. Apostol Pavel v pismu Rimljanom 8. poglavje nam odpira nov pogled na svetost, ko pravi, da sveti lahko postanemo, če se damo voditi Božjemu duhu. Pri krstu smo postali Božji otroci in v nas je Bog položil svojega svetega duha, ki nam govori, da nas je Bog sprejel za svoje sinove in hčere. Sprejel nas je svojo Božjo družino. Isti duh nam daje in nas vodi, da si prizadevamo biti podobni nebeškemu očetu. Biti svet pomeni misliti, ravnati, kot ravna naš nebeški oče. S to vero bomo danes se ustavili ob naših grobovih, ob grobovih naših pokojnih bratov in sester ter zanje molili. Najboljša duhovna pomoč, ki jo lahko podarimo našim pokojnim, je daritev svete maše. Kajti ravno pri sveti maši najbolj doživimo in čutimo, kako smo mi, potujoča cerkev, v trdni povezanosti s tistimi, ki so že v polnem objemu Boga, in s tistimi, ki so v stanju očiščevanja. Obhajanje svete maše nam govori, da smrt nima zadnje besede nad človekovim življenjem, saj je človeku namenjeno življenje brez konca, ki ima svoje korenine in svoje dopolnitev Bogu. Naj nam današnji praznik vseh svetih in obisk grobov naših dragih pomaga razumeti najprej vrednost molitve in daritve svete maše za naše pokojne. Naj nas sveti in blaževi brati in sestre in naši pokojni podpirajo v našem vsakodnevnem romanju, da ne bomo nikoli izgubili izpred oči cilja našega življenja, ki pa je Božji objem. To je upanje, ki nikoli ne razočara in lahko gremo vedno naprej. Sedanji papež Leon XIV. Pravi, da je naše upanje v Bogu, ki nikoli ne razočara, in to upanje je rojeno iz vere ostalega Gospoda. Naše upanje je torej v Bogu in prav zato, ker je v Bogu, lahko nenehno črpamo iz tega neizčrpljivega vira njegove milosti in
S tem smo tudi poklicani, da smo priče in prinašalci upanja v ta svet. Naj vas na tej poti spremlja Božji blagoslov. Amen.